tokratni avtomobilnosti vam predstavimo širšo sliko Mercedesove elektromobilnosti, pa tudi Forda Focusa, ki moderno tehnologijo prinaša tistim s tanjšimi proračuni. Povabimo vas na testiranje novitete, ki bo spremenila naš način vožnje. V vožnji po levi strani ceste pa bodo poročali naši popotniki, ki so šli mal na zrak na Škotsko. Pozdravljeni o avtomobilnosti v prvi septembrski oddaji, ki je na sporedu prav v času Evropskega tedna mobilnosti. Ja, in Evropski teden mobilnosti tokrat poteka pod geslom Združuj in učinkovito potuj, kar je nekaj, o čemer v oddaji Avtomobilnost že ves čas govorimo. Prihodnost mobilnosti je torej takšna, da bomo na nek način kombinirali med različnimi prevoznimi sredstvi in tudi peš Honda. Tako bi lahko rekli vse skupaj z enim samim oziroma z dvema besedama, ena beseda, multimodalnost. To pa je samo en od tistih vidikov prihodnosti, ki so danes ne samo v tednu evropske mobilnosti na tapeti in ne samo v Evropi, tudi v celem svetu. In ko govorimo o prihodnosti, ni težko napovedati, da avtov v mestnih jedrih ne bo več. Vsaj zaradi dveh stvari. Prvič zaradi tega, ker bojo mesta postajala z veliko hitrostjo še veliko večja in je jasno, da je avto najbolj neprimerna oblika transporta v mestnih središčih, in drugič zato, ker prihajajo milenijci, ki so znani po tem, da se kasneje poročajo, da imajo kasneje otroke in tudi po tem, da za prevoz uporabljajo pametne telefone, ki jim poiščejo katerokoli obliko potovanja pač mesto v tistem trenutku ponuja. In kakšna razlika je to v primerjavi s 50 leti nazaj, ko smo avtomobile spustili v mestna središča, tam, kjer so zdaj peš cone, ker smo morali do vsake trgovine pripeljati in parkirati dobesedno s svojim lastnim avtomobilom in ko smo avtomobile celo pripeljali v svoje domove in preurejali hiše tako, da so tudi avtomobili pod streho in v ogrevanem prostoru. No, milenijci očitno tega ne bodo več počeli, avto jim ne pomeni več to, kar je pomenil nam. Kaj pa bojo počele generacije po milenijcih, to pa nam sploh ni jasno, jasno pa nam je, da avta sploh ne bodo več vozili. Ampak avtomobili pa že so pripravljeni na prihodnost in enega od teh vam ponujamo tudi v nadaljevanju. I'm glad you've joined us here in Sweden. We are certainly very happy to be here. And that's not because we have, well, a special relationship with Sweden's national animal. There are three strong reasons. The car and this country have a lot in common: design, sustainability, and innovation. Swedish architecture generally is all about a clean and clear appearance on the outside and lots of warm and natural materials on the inside. A čeprav brkati predsednik uprave v nemškem EQC vidi elemente skandinavskega oblikovanja, pa smo bili zbrani novinarji z vsega sveta v resnici čisto zadovoljni, da je prvi električni Mercedes videti kot pravi Mercedes. Konec je namreč pionirske dobe elektromobilnosti, ko so avtomobilske znamke lahko prepričale zgolj tiste, ki so želeli izstopati. Naloga EQ in vseh električnih Mercedesov za njim je namreč v nekaj letih postopoma nadomestiti klasično gnane Mercedese in seveda dosegati enake oziroma višje prodajne številke. Prostora za oblikovalsko in inženirsko eksperimentiranje zato ni. Pri nas je seveda glavna tema beauty. BMW z i-projektom je šel popolnoma drugačno smer. Tako daleč, kot je šel BMW, mi ne bomo šli, definitivno, ampak mi imamo konkretno 40 različnih avtomobilov. Od teh 40 bo enih par, pri katerih se je že oddaleč videlo, da so drugačni. Značilen oblikovalski element električnih Mercedesov je seveda enotna maska s čez vso širino potegnjeno lučjo. Švedsko toplino pa je močno čutiti v kabini, ki je v skladu s švedskimi vrednotami iz povsem naravnih materialov, tudi sedeži so recimo iz reciklirane tkanine, ne pa umetnega usnja. To make this a success story, it takes more than exchanging engines and drivetrains. V Štokholmu smo dobili dokaz, da je bilo čakanje, da velike avtomobilske znamke pripravijo svoje električne avte, upravičeno.
postalo je povsem jasno, da transformacijo jemljejo izredno resno in povsem celovito. Še posebej se to kaže pri sami uporabi avta. Instead of having, let's say, 15, 20, 25 providers, each of them you need an individual account. We combine them all for you in one app. It's all booked to one account. You can have a monthly overview of your cost and no worries about, okay, what is the company that and where did I get that? All in one. Or a wall box that allows to tell the car charge between 2 o'clock and 4 o'clock in the morning. So you put the cable in already, but it will only charge starting 2 o'clock because that's the cheapest time. Tokratna premiera je izrednega pomena na splošno za avtomobilnost, ne zgolj za Mercedes-Benz. Je namreč očiten pokazatelj, kako zelo se je svet avtomobilizma z elektromobilnostjo obrnil povsem na glavo. Odslej bodo namreč avtomobilske znamke, če bodo seveda želele preživeti, morale postati ponudniki celovitih mobilnostnih rešitev, ne zgolj izdelovalci avtomobilov. You as a customer can decide for your specific situation in life. Are you a student in a city where you only travel a few kilometers a day and you say public transport plus bicycle is all I need, and we would provide that to you through our Mercedes Me ecosystem. But then you come into a life span where you found a family, you have kids. You don't want to change the child seat every morning from one shared car to the other and then to the other. You will probably want to own a car for a certain lifespan. What is important for us as Daimler, as Mercedes-Benz, we will provide this to you through your whole life and always have a good mobility solution for you. If you want, the future will see two markets. One we call exclusive mobility and shared mobility. We as Daimler are very sure we want to play in both. In the shared mobility, not just as a provider of the hardware, but also as an operator. I believe no other auto manufacturer is in a better position across all means of transport than we are. We are electrifying all of our transporters to ensure zero emissions over last mile delivery. We are field testing all electric trucks, and with the eCitaro, we are going to bring the world's most successful city bus as a zero emission model to communities later this year. S tem se Daimler spušča tudi na področje pametnih mest. Svojo celovito ponudbo vozil in z njimi povezanimi storitvami namerava resno pomagati izboljševati infrastrukturo, javno mobilnost in življenje v mestih nasploh. A kako izboljšati našo mobilnost? Pri tem Daimler svojo veličino dokazuje tako, da posluša. Mercedes-Benz je za premiero svojega prvega množičnega električnega avtomobila izbral Stockholm. Premiero pa je pospremil s kongresom mobilnosti. Zbral je strokovnjake iz najrazličnejših področij, menedžerje, marketingerje, vplivneže, mecene, start-upovce, od Kazahstana pa do Sao Paula. In ker smo v ABBA-landu, nikako ne preseneča, da je med govorci tudi gospod Björn iz ABBE. Björn Ulvaeus je tako na tej konferenci na preobrazbo mobilnosti pogledal z očmi avtorja, ki je na lastni koži občutil podobno transformacijo, torej preobrazbo glasbene industrije iz obdobja kupovanja plošč, kaset in CD-jev do današnjega načina konzumiranja glasbe prek streamanja. Simpatičen pa nam je bil tudi njegov hipotetični pogled na umetno inteligenco. If an AI can write something to make me cry, then I'll have to, confess that I've been manipulated, and that's the way it is. I have to accept that. There's no higher principle that says that the thing written by a human being is better in any way than the piece written by the AI. In the future, AI will write much better songs than the average songwriter. That's for sure.
Nemška era visoke napetosti v polnem zagonu iz švedskega Štokholma, kjer smo preizkušali novega Mercedesa, vas naslednji teden vabimo na svetovno premiero v San Francisco, kjer bo na ogled novi Audi e-tron. Na področju avtomobilizma in mobilnosti nasploh se je začela jesenska vročica. Pregled novic začnemo z Audijem A6 s 5. generacijo. Ta nadaljuje popolno preobrazbo te znamke, ki poleg množice asistenčnih sistemov za polsamodejno vožnjo prinaša tudi nov način upravljanja. Vozilo je popolnoma digitalizirano in upravljanje vozila je tako enostavno kot upravljanje pametnega telefona. Torej, če želimo premakniti konco, jo enostavno se postavimo na njo in jo prenesemo na mesto, kjer jo želimo imeti. Na slovenske ceste je zapeljal tudi novi Citroenov Berlingo. Njegov glavni adut pa je vsekakor družinska prostornost, ta je danes postala težko dostopna vrlina. Je pa ta mali kombi postal kljub svojemu tovornemu poreklu še veliko bolj šik. Volvo je v druščino novodobno oblikovanih avtov dodal karavan V60. Novosti so znane, ogromna množica varnostnih elementov, prestiž in švedski dizajn. Hyundai je pripeljal dva prenovljena novinca, Tucsona in i20. Pri obeh je zaznati, da hočeta biti značajsko bolj izrazita, po novem Hyundai ne bodo več zgolj avti za racionalne, ampak tudi avti, ki si jih želite. Ideje slavnega dizajnerja Petra Schreierja so ob tem seveda ključnega pomena. Živahen karakter pa je značilen tudi za že drugič prenovljenega Aiga. Igrivega malčka manjšega razreda lahko po novem po unikatite z res številnimi dodatki. A na domači predstavitvi je še bolj odmevala Toyotina napoved svojih preventivnih aktivnosti, s katerimi želi Toyota prevzeti drugačno vlogo v slovenski družbi. In Slovenia, 30% of the car accident is done by the young people. And 30% of this cause is by the alcohol. As a car supplier, we feel responsibility for this car accident. We don't want to just sell cars and maintain cars. We want to do the social contribution. This is a new value for Toyota. Japonci so sicer objavili tudi presenetljivo novico, da v ponudbo vračajo Corollo. Tretji Auris bo namreč spet Corolla, že 12. Corolla. Toliko generacij se jih je namreč nabralo v 50 letih. Corolla ostaja v Bruslju zasnovana Toyota. Nastajala bo v Veliki Britaniji, k nam pa pride na prelomu leta. Predstavljamo vam tudi 360-stopinjskega Volva, luksuzno cestno ladjo, v kateri je vse podrejeno udobju potnikov. Vse delo namreč opravi avto samostojno. Veliko bliže sedanjosti je Renaultova Arkana, terenski kupe, ki naj bi najbolj navduševal Ruse, a je jasno, da se bodo interesenti našli še kje drugje. Nemški kamper Detlefs pa je predstavil počitniško prikolico z vgrajenim elektromotorjem, ki lajša delo vlečnemu vozilu. Prikolici električno energijo zagotavljajo sončni kolektorji. Električni pogon postaja realnost tudi pri motociklih. Vespa je zdaj uradno na voljo tudi kot elektrik. V razvoj električnih skirojev pa je vložil celo Uber. Mimogrede še to. Na Otoku razmišljajo, da bi nizkoemisijske avte opremili z zelenimi registrskimi tablicami. Nismo pa spregledali novice, da so podrli svetovni rekord z jadralnim letalom. Zračni stebri so letalo Airbus Pearland 2 povzpeli do višine 23.203 metre. To je skoraj za kilometer više, kot je letel sloviti ameriški U-2. V nadaljevanju oddaje vam na primeru novega Focusa predstavimo, kako enostavno bo parkiranje v prihodnosti. Povabimo vas na testiranje revolucionarne lifove stopalke za plin, s katero odpravlja potrebo po uporabi klasične zavore. Naši hišni popotniki mal na zrak so na Škotskem iz prve roke spoznali prvine vožnje po levi. A ni zanimivo, da čeprav živimo v dobi, ko nam dnevno predstavljajo nove tehnološke rešitve in bi na nek način morali biti že navajeni oziroma bolj dovzetni za nove ideje, pa vendarle vse te novotarije potrebujejo vsaj nekaj let, če ne desetletij, preden se dokončno zasidre v glavah množic.
No, Ford igra pri popularizaciji modernih naprednih tehnoloških pripomočkov izredno pomembno vlogo. Vzemimo za primer Focusa 3. generacije, slovenski avto leta 2012. To je bil avto, ki je populariziral sistem samodejnega parkiranja. Ni bil najboljši sistem, ni bil prvi, ampak sistem samodejnega parkiranja je s Focusom postal tehnologija dostopna ljudem z običajno visokimi plačami. In poslanstvo prinašalca novodobne mobilnosti novi 4. Focus še mnogo bolj samozavestno opravlja. Pred leti je torej Focus parkiral tako, da je sam poiskal prosto mesto, nato pa obračal volan tako, da je avto sam kar najlepše parkiral. Sprva samo bočno, nato pa tudi vzvratno in diagonalno. Voznik pa je še vedno moral sam pritiskati na zavoro in plin ter prestavljati naprej in nazaj. Po novem sistemu pa vse faze postopka opravi avto sam. Voznikovo edino opravilo je držanje gumba, s katerim vklopimo sistem. Še več avtomatizmov pa novi Focus ponuja pri višjih hitrostih. Lahko ste deležni recimo avtonomne vožnje druge stopnje. Level 2 means that you have lateral and longitudinal control at the same time. You have lane centering assist and it's providing you a gentle torque in the steering wheel to always center you in your lane, depending on the camera information, which is then seeking for the left and right lane marker. It's an advanced lane assist system, typical lane keeping aid, which needs to stop you from leaving the lane. Lane centering assist does not get you into that situation because you have no opportunity to leave the lane. You are continuously supported, and we combined it with speed sign recognition. So you don't even need to take care of the actual set speed. The adaptive cruise control will read the sign. We eventually use map data. You can see, for example, electronic bridges. Seveda ne pozabimo, da so ti avtomatizmi tu zato, da bi vozili varneje. V kritičnih situacijah pri visokih hitrostih zna torej novi Focus celo samodejno obvoziti oviro na cesti. If you, for example, approach a traffic jam with 100 kph from the rear, then you don't have sufficient time and place for doing emergency braking. In that situation, only steering helps. What we see is that often the people are not steering around the obstacle correctly, and they eventually destabilizing the vehicle. So what we are really doing, the driver decides if he wants to avoid the car in front of him, left or right side, but then we support him with steering torque, which is exactly the one he needs to come close by the vehicle, avoid it, and don't stabilize the vehicles. Naslednji tehnični priboljšek preprečuje izsiljevanje. We have cross-traffic alert in our vehicles. It uses the rear radar sensors to understand if you're pulling out of a parking space, rearwards, if there is a vehicle coming from the right or the left, and it warns you. Now we have done the same what we do in the forward motion of the vehicle. We actively brake. So we understand if there's a potential collision. If the driver does not react to the warning, then we automatically brake, avoid or mitigate. Novi Focus ponuja tudi sistem, ki ščiti pred poškodbami gum in platišč. Active suspension system, which is optional on the Focus, uses the wheel travel sensor of any wheel. The sensor is so fast that it detects when the wheel actually falls into a hole. So that movement is detected, and then the dampers, they are immediately stiffened up quite severely, so that the tire doesn't have time to fall into the hole. Obviously, if it doesn't fall into the hole, it wouldn't hit the wall of the pothole, and then you don't risk the damage. Focus je torej avto, ki prinaša vrsto tehničnih priboljškov za voznika, a v bistvu se ekspertiza nemških inženirjev kaže že tudi pri vožnji, pri kateri elektronski varnostni asistenčni sistemi ne rabijo opraviti svojega dela. Dovolj je ena takšna zavita cesta in športno navdahnjen voznik, pa bo Focus dokazal svojo superiornost pred številnimi tekmeci. Je dovzeten za vsak voznikov ukaz in izpelje ga z izjemno lahkotnostjo. Hkrati pa je utišal kritike tistih, ki takšne karavane kupujejo zgolj z metrom. Kar je izrednega pomembno pri novem Fordu Focusu, da je dobil dodatno centimetre. Tako v prtljažniku, kjer ima več kot 600 litrov prtljažnega prostora, ter dodatnih 5 centimetrov zadnjega sistem. Lahko učinkovito nagovarjamo zahtevne dinamične očete, ter na drugi strani fluid strani.
Pri nakupu avtomobila oblika očitno vendarle ni tako zelo pomembna, kot nam zatrjujejo. Bil je namreč grdi raček, vesoljsko čudo in avto za klovne. Res, Nissan Leaf prve generacije je bil sicer prav fajn avto, a nikakor ne izražamo samo osebnega mnenja, če rečemo, da lep pa res ni bil. Še celo lastniki so se s tem strinjali. A kljub temu so Leafov prodali rekordno veliko. A kaj pa zdaj, ko je Leaf postal lepotec? Za zdaj kaže zelo dobro. Vsakih 10 minut prodajo en takšen Nissanov listek in to celo samo v Evropi. Je pa dejstvo, da je Leafova oblika pravzaprav odraz časa. Prvi Leaf je namreč moral biti nenavaden, saj je bilo dovolj, da je množicam zgolj obrnil glave. Ciljni kupci so bili namreč ekshibicionistični ekofriki. No, zdaj, ko je slaven, mora navdušiti tudi tiste, ki v prodajnem salonu vprašajo še kaj, kar ni vezano na pretok električne energije. Recimo, ali ga imate tudi v karavanski verziji. Seveda, to so kupci, ki od nas pričakujejo podatek, da je Leaf primerljiv z Golfom in Focusom, ter da je po občutku od njiju za odtenek manj prostoren v kabini, a bolj prostoren v prtljažniku. To so kupci, ki od nas pričakujejo podatek, da je z manj nastavljivim volanskim obročem za marsikoga glavni Leafov minus položaj za volanom. In to so kupci, ki hočejo prebrati, da Leaf samodejno ustavlja in speljuje na vzoren način. Pri obračanju volana pa smo že videli boljše performanse. Tehnične sposobnosti Leafovega pogona pa naj vam predstavimo s temi izkušnjami. Med slabo uro trajajočim sestankom v ljubljanski Kristalni palači smo s hitrim polnjenjem praktično napolnili baterijo. Baterija je nasploh tudi tako zmogljiva, da je staro domačo napeljavo obremenila za kar 12 ur. Domače polnjenje torej ne more biti samoumevno. In ko se nam je mudilo na Brnik, je 54-kilometrska avtocestna vožnja zalogo energije skrajšala za 116 km. Torej ja, elektromobilnost je tu in v vsakodnevnem življenju je lahko prav enostavna, a dolga elektropotovanja še vedno zahtevajo izredno veliko planiranja in tudi počivanja. Drugi Leaf torej vlogo promotorja zelene tehnologije opravlja še veliko bolje kot prvi. Ponuja pa tudi revolucionarno novost, ki povsem spreminja način vožnje. Zato vam jo ne želimo predstaviti zgolj v sliki in besedi, ampak tudi v praksi. Čas je torej, da pohodite Leafovo e-stopalko. V avtomobilnosti električnih avtomobilov že dolgo ne obravnavamo več kot zelo drugačne posebne avtomobile. Tudi testiramo jih na ta način. Nissan Leaf je lep primer avta, kot vsak drug avto in tako ga tudi testiramo. Ima pa eno posebno tehnično lastnost, ki pa je zelo zanimiva. Ja, in to je, da vas na nek način poskuša odvaditi, da bi pritiskali stopalko za zavoro. Vsaj prevečkrat. To je en poseben občutek, ki ga dokler ne probaš sam, sploh ne moreš doživeti. In zato vas vabimo, časa ni veliko, že v ponedeljek 24. septembra bomo imeli eno takšno testno različico, ki jo boste lahko vozili tudi vi, zato se le prijavite in vse informacije in še več izveste seveda na MMC-ju za Vihek avtomobilnosti. Za zaključek oddaje pa gremo še k naši ekipi Mal na zrak, ki smo jo v okviru akcije Share Dunlop Spirit poslali na popotovanje do Škotske. Predtem pa smo jih pripravili tudi na vozniški izziv, vožnjo po levi strani. Tako po teoretični plati, recimo povedali smo jim, da so se nekoč tudi po Sloveniji vozili po levi strani, in v simulatorju, kjer smo lahko preizkusili, kakšna je njihova vožnja po levi strani. In poglejmo, kako so to prenesli v realnost. Že takoj, ko se izkrcaš iz trajekta na britanskem otočju, kar naenkrat voziš po drugi strani. Zakaj in kako je do tega prišlo? Evo, poglejte si. Vse se je začelo v Rimskem cesarstvu, ki je na veliko gradilo ceste po vsem svojem ozemlju. Zato so morali vzpostaviti določene cestne predpise. Jahali so po levi strani, zato da so lažje izvlekli meč z desnico in se borili s svojimi sovražniki. Prav tako pa so se tudi lažje pozdravili s svojimi prijatelji, ki so jahali v nasprotno smer. Ave! Vožnja po levi ni noben bav. Moraš pa biti še dodatno zbran in dobro imeti zraven nekoga, ki bo prav tako gledal na cesto in te predvsem v križiščih spomnil, v kateri pas zaviti. Zgodba, kako so Američani prišli do vožnje po desni, je drugačna od tiste v Evropi.
V Ameriki so imeli ogromne kočije z velikimi vpregami. Kočaš je sedel na zadnjem levem konju, zato da je z desno roko lahko bičal vse konje pred sabo. Vozili so pa po desni strani, to pa zato, da če je prišla nasproti kočija, jo je lahko kočaš videl in tudi poskrbel, da je šla njegova kočija mimo, brez da bi se zaletel. V Evropi pa je stvar drugačna. Ne ve se točno zakaj, ampak Francozi so najverjetneje samo zato, da bi nasprotovali Angležem, zamenjali smer vožnje, kasneje pa je Napoleon na svojevrstnem Eurotripu dokončno uveljavil sistem, ki ga danes poznamo po vsej Evropi. V Angliji pa je vse obrnjeno. Prehitevalni pas je skrajni desni, v krožišča se gre v levo in namesto desnega velja levo pravilo. Kure pa imajo absolutno prednost. Vozniki tu so vajeni, da tuji avti niso tako suvereni v križiščih. Prav vsi, ki smo jim morda povzročili par sivih las, so bili strpni in potrpežljivi. Vsekakor je vožnja po levi izziv, ampak obvladljiv, tako da nas to ne odvrača od nadaljnjega raziskovanja. Pa kar na pot. Ekipo Malo na zrak lahko na njihovih dogodivščinah spremljate seveda tudi na njihovih socialnih omrežjih. Pa na MMC-ju. In pa seveda ne pozabite na naš YouTube, Instagram in pa Facebook. Avtomobilnost pa se seveda vrača spet čez teden dni. Takrat z testom električnega tovornjaka, ki bo lahko v mestna jedra blago pripeljal tudi v jutranjih urah. Vse gre popolnoma v tišini. In brez smradu.